Spoštovane novinarke in novinarji ter ostali predstavniki medijev, lepo pozdravljeni na novinarski konferenci po 13. redni seji vlade. Najprej se vam opravičujemo za zamudo, saj smo počakali na konec izjave predsednika vlade v Parizu. Vlada je danes potrdila 2 zakona, ki bosta državljanom omogočila mirnejšo plinsko in električno zimo. Prav tako je vlada sprejela poroštveni zakon za 3 energetske družbe. Vse ukrepe za blažitev draginje bo predstavil minister za infrastrukturo Bojan Kumer. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki jih je danes sprejela vlada, pa bo predstavila ministrica za notranje zadeve, gospa Tatjana Bobnar, ki jo zdaj vabim sem. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Na današnji seji je vlada torej določila besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki ga bo predložila Državnemu zboru v obravnavo po skrajšanem postopku. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembo na področju investicijskega vzdrževanja policijskih uprav, na podaljšanje roka za izpolnitev zakonsko določene obveznosti glede pridobitve višje strokovne izobrazbe, na vzpostavitev nacionalne poklicne kvalifikacije policist in na širitev skupine oseb, ki ne morejo sodelovati v pomožni policiji. S predlogom zakona se krepi samostojnost policijskih uprav na področju postopkov investicijskega vzdrževanja objektov in materialno-tehničnih sredstev. To bo v praksi omogočilo predvsem tudi večjo odzivnost v postopkih investicijskega vzdrževanja, kar je glede na naravo in potrebe policijskega dela tudi naš namen s ciljem večje učinkovitosti dela policije. Policijske uprave tako izvajajo investicijsko vzdrževanje objektov in materialno-tehničnih sredstev ne le v primeru intervencijskih dogodkov, kot so na primer požar, poplave in podobno, temveč v vseh primerih in to glede na dejanske potrebe in v okviru sredstev, določenih z internim finančnim načrtom policije, kot na primer menjava dotrajanih vrat in stavbnega pohištva, tlakov v prostorih, manjše preureditve prostorov, čiščenje in barvanje fasad, menjava cirkulacijskih črpalk in podobno. Policisti s pridobljeno višješolsko izobrazbo in policisti s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo policist bodo v enakovrednem položaju glede zasedbe delovnih mest, premeščanja, napredovanja in preostalih pravic iz delovnega razmerja. Tako bodo po predlogu nove ureditve delovna mesta, za katere se zahteva poklic policista, lahko zasedali policisti z višjo strokovno izobrazbo in tudi policisti z najmanj srednjošolsko izobrazbo in pridobljenim certifikatom za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist. Policisti so uradne osebe, ki med drugim opravljajo naloge, ob katerih lahko posegajo v človekove pravice. Zato je ključno, da so vsi policisti za opravljanje svojih nalog ustrezno strokovno usposobljeni. Namen predlaganih sprememb je, da bodo naloge na delovnih mestih, za katere se zahteva poklic policista, lahko izvajali izključno policisti, ki bodo pridobili višješolsko izobrazbo ali certifikat za nacionalno poklicno kvalifikacijo policist, s katerim bodo izkazali poklicno usposobljenost za izvajanje nalog. Predlagana sprememba bo omogočila nadaljnji karierni razvoj policistov, ki sicer te možnosti ne bi imeli. Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organiziranosti in delu v policiji je bilo določeno obdobje, in sicer do 1. januarja 2023, v katerem morajo policisti, premeščeni na delovna mesta v 6. tarifnem razredu, pridobiti višješolsko izobrazbo in v katerem mora delodajalec vsem policistom, ki so premeščeni na navedena delovna mesta in še nimajo pridobljene 6. stopnje izobrazbe, omogočiti njeno pridobitev, način napredovanja v višje plačne razrede in način premeščanja. Kot kažejo trenutni podatki, tega ne bo možno izpolniti. Zaradi omejitve števila študentov, ki je odvisno od prostorskih in kadrovskih zmožnosti Policijske akademije in sočasnega izvajanja rednega študija, višješolske izobrazbe policist, še vedno niso pridobili 904 policisti, ki bi jo morali pridobiti. Zato se ob upoštevanju obdobja, za katero se sklepa pogodba o izobraževanju policistov, to je približno 16 mesecev,
in možnosti časovnega podaljšanja pogodb v primeru upravičenih razlogov policistov študentov predlaga podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti do 1. januarja 2026. Naslednja predlagana sprememba, da med osebe, ki ne morejo sodelovati v pomožni policiji, so dodani tudi občinski redarji. Gre namreč za javne uslužbence s posebnimi pooblastili, ki opravljajo naloge občinskega prekrškovnega organa in imajo pomembno, nepogrešljivo vlogo pri zagotavljanju javne varnosti na lokalni ravni. Hvala lepa. Najlepša hvala, ministrica. Zdaj vabim vprašanjem novinarja. Prvi so se prijavili s POP TV-ja tukaj, ki so z nami na Gregorčičevi. Izvolite, če se predstavite. Ja, najlepša hvala. Tudi Grešovnik POP TV. Torej, ministrica, vprašanji na dve temi. Najprej, če razčistimo te očitke, da se, recimo opozicije, da se torej notranje ministrstvo umešava s tem dopisom štaba kandidatke za predsednico v samo volilno kampanjo. Lahko pojasnite, zakaj ta dopis oziroma posredovanje tega dopisa. Drugo vprašanje, če lahko kar združim, je pa vezano na v bistvu na ta projekt Janševe vlade očitno, da torej poveže stavbo državnega zbora z podzemno garažo. Kaj ste na ministrstvu ugotovili, ali boste ta projekt izpeljali, če ne, zakaj ne, so bile pri tem res nepravilnosti, če lahko malo okoličine pojasnite. Ja, torej hvala lepa, seveda z lahkoto pojasnim glede tega dopisa. Ministrstvo za notranje zadeve je namreč pristojno za vodenje evidence volilne pravice, zato vsem upravnim enotam, Ministrstvo za zunanje zadeve in vsem ostalim resorjem vedno posreduje usmeritve. In tako kot v preteklosti smo tudi letos vse deležnike postopka potrjevanja podpore nediskriminatorno pod enakimi pogoji v skladu torej z ustaljeno prakso seznanili tudi z naslovi kandidatov, ki zbirajo podporo, ki so torej dali to zahtevo, da seznanimo z njihovimi naslovi. In omenjena kandidatka seveda ni edina, ki je dala to zahtevo. Kar se tiče drugega vprašanja, res je, policija je v preteklosti, v preteklem mandatu naročila projektno dokumentacijo za idejno zasnovo predora, za pridobitev torej gradbenega dovoljenja, za izvedbo gradnje, za projektantski nadzor in pa za izvedena dela. In sicer na zahtevo kabineta nekdanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa. Stroški oziroma škoda do sedaj je bila približno 21.000 evrov, vendar pa je ta dokumentacija neuporabna. Namreč zemljišče, pod katerim bi kopali ta predor, ne Ministrstvo za notranje zadeve, ne policija ne upravljata in tudi nista lastnika in mi ne moremo vložiti zahteve za odobritev gradbenega dovoljenja. To bi lahko storil torej Državni zbor, vendar po informaciji z njihove strani sploh niso zahtevali izdelavo tega predora z vidika varnosti. Tako da smo mi, glede na vsa ugotovljena dejstva in ugotovljene nepravilnosti, seznanili seveda o tem policijo in posredovali to dokumentacijo v nadaljnjo obdelavo in preiskavo in pa državno tožilstvo. Samo še kratko pod vprašanje, ministrica. V preteklosti oziroma že lansko leto stvar vemo, ideja je stara leta. Lansko leto pa so se začela ta prva namigovanja, da bi lahko ta projekt ponovno zaživel. Takrat so bili v igri različni načrti, od tega, da se poveže Gregorčičevo s Cankarjevim dom. Lahko zdaj konkretno poveste notranje ministrstvo oziroma nekdanji minister Aleš Hojs, kateri predor je bil zdaj zares v načrtih notranjega ministrstva? Torej, v načrtih notranjega ministrstva, kot sem že rekla, brez osnove za sploh pridobitev gradbenega dovoljenja je bil predor med Državnim zborom in med torej parkiriščem Podzemlje. Hvala lepa. Pri nas ni več vprašanj, morda še kdo na spletu. Nihče ni še dvignil roke. In je tudi očitno ne bo, tako da se zahvaljujem ministrici. Hvala lepa vsem. Lep dan. Hvala. Naslednji naš sogovornik pa je minister za infrastrukturo Bojan Kumer, ki bo predstavil paket energetskih zakonov za blažitev draginje in pa dejavnosti vlade, ki so potekale čez vikend na ravni Evropske komisije, kaj vse smo kot država Slovenija predlagali. Zato vabim na oder kar ministra gospoda Kumra, torej 2
aktivnosti na slovenski ravni in na evropski. Da predstavite, izvolite. Hvala lepa. Tako kot je napovedovalka napovedala, smo danes na vladi sprejeli paket energetske zakonodaje za lažje in pa odgovorno upravljanje prihajajočih bolj tveganih razmer. Želimo se zelo dobro pripraviti na eventualne eskalacije tako na trgu električne energije kot na trgu zemeljskega plina in zato smo se ves čas pripravljali in tudi posvetovali z ostalimi državami članicami, katere so mogoče kakšen korak storile že pred nami na začetku lanske zime oziroma začetku letošnjega leta. Dejansko smo sprejeli 3 zakone, odločili smo se, da zakon za ukrepe obvladovanja kriznih razmer naredimo posebno poglavje za poroštva, zato da damo podporo energetskim podjetjem, da bodo te eskalacijske in hude motnje na borzi lažje prebrodile kratkoročno. In ta 3. zakon, katerega smo oblikovali v zadnjih dneh, je poseben zakon, ki ga imenujemo tako imenovani poroštveni zakon, katerega cilj je, da damo in omogočimo energetskim družbam dostop do upravičenih energetskih podjetij, likvidnih obratnih sredstev z državnim poroštvom. Seveda ciljamo na proizvajalce električne energije, na 2 stebra, ki jih imamo v Sloveniji in pa seveda na največjega dobavitelja plina za Slovenijo, da mu omogočimo dostop do tretjih trgov in s tem tudi do alternativne oskrbe z zemeljskim plinom, ne samo iz Rusije oziroma iz evropskega plinskega sistema, ampak iz drugih kontinentov. S tem seveda tudi poskrbimo za zanesljivejšo in bolj varno oskrbo z zemeljskim plinom. Druga 2 zakona sta bila že dalj časa napovedana in sicer spreminjamo in noveliramo zakon o oskrbi s plini. Zakon je bil, mislim, da skoraj 2 meseca v medresorskem usklajevanju, skupaj tudi za javno obravnavo. Smo tudi malo počakali, da smo se res dodobra posvetovali z vsemi deležniki, tako v plinskem gospodarstvu kot z zainteresirano javnostjo. Uvajamo 4 institute in sicer širimo pojem gospodinjskega odjemalca z tako imenovanim skupnim gospodinjskim odjemalcem, s tem rešujemo odjemalce v večstanovanjskih stavbah, da imajo enake pogoje pri oskrbi z zemeljskim plinom, ne glede na to, ali so v individualnih stanovanjih oziroma da so v skupnih večstanovanjskih stavbah.